Ja, kako sem pa jaz danes fluffy kaj? Lihko sem lase umila. Da no, sem še postal dol. Kako ste alien mama, tukaj alien mama in nazaj, kako ste alien otroci. Danes smo po dolgem času en tak zabaven, zanimiv video, ki sem jih mečkem pogrešala. Pa vi tudi se mi zdi, ker ste mi dosti pisali, da ne bo spet prvi poljub, prvi seks, ne vem kateri del, že sem rekla, cool, ajde gremo, ampak dajmo nekaj novega. In kaj se razmišljam o svojih slabih izkušnjah v dejtanju, ali pa, ko poslušam zgodbe od mojih kolegic, sem vedno ono. Najdeš toliko enih grozot tam v cun in tudi vi ste mi poslali svoje zgodbe in sem bila isto ono. Gremo v video. Pa valjda so anonimne, tako da vas ne bo skrbel kakorkoli naprej. Gremo na prvo zgodbo. Oh shit, jaz bi lahko knjigo napisala, ne pa sam en komentar. Ja nič, na Tinderu, valjda, sem spoznala enega dečkota in po parih sporočilih predlaga, da greva na pijačo. Ker mi je bilo dolgčas, sem pristala. Najprej šok, ko iz avta stopi fant, manjši od mene. Oh girl, I feel you. Ampak ni panike. Naročiva za pit, povem, da res ne pijem alkohola. No, tip je 1 uro, ker sva bila na pijači, razlagal, kaj je pil, kdaj bo pil, koliko ima fajn šiht, ker lahko mi spije. Pol me pa le vpraša, kam hodim na morje. Top, sprememba teme mogoče ni toliko slab. No, po mojem odgovoru je on nadaljeval s pripovedjo, kam hodi on in da mu je super, ker ga pijejo od jutra do večera. Damn! Pač, ne rabim moment, da se nisva nikoli več slišala. Upam, da so njegova jedra cool. Legenda. Ja, eni ljudje ful ponosa najdejo v tem, da pijejo. Ne vem zakaj. Jaz tudi dekaj spijem. Pač nisem več v fazi v lifeu, ko se hvalim s tem. Da mogoče ste bili mlajši, takrat ali bil on, ne sam manjši, pa tudi mlajši, ne vem. Sorry girl, it's just bad. Ok, zgodba številka 2. Tu pa lahko tudi jaz napišem. Moja zgodba je smešna in poučna v enem. Cool. S prijateljico sva naredila Tinder profil, tako sva mal pisale fantom, nič kaj resnega, vse le za hec. Vedno se tako začne. In evo ga po nekje 15 minutah smejanja sva videla sliko bivšega sošolca, seveda sva ga šle malo osvajati. Ker se ga že od 8. razreda nismo videli, nisem razmišljala, da ima nek čuden način pisanja, pač ni se sekirala glede tega, kako on piše. Ampak kdo bi poleg metuljčka v trebuhu sploh razmišljal o tem? Zakaj? Prav, da ne pove, da je bil ta njen bivši sošolc kar višji level lepote. Ok. Pogovarjala sva se tudi potem, ko je prijateljica že šla. Nisem mu povedala, da sem to jaz in tudi po sliki me čudno ni prepoznal. Se pravi, ona je imela ta prave slike. Kmalu me povpraša, če bi se dobila in itak jaz najstnica, ker ne razmišlja, kaj vse gre lahko narobe, prestanem in se zmeniva za uro in dan in kdaj se dobiva. Pride sobota okrog 4, se odpravljam proti centru Ljubljane. Jaz sem predlagala prostor, ker se dobiva, saj se vseeno boljš počutim, če so okoli ljudje. Smart girl. Sedim na klopci in gledam, kako ljudje hodijo mimo mene, pa me nekaj prime za ramo trdo in se obrnem in se nasmehnem. Ne tako mladi postavi. Ocenila sem ga nekaj 27. On razširi roke in me objame. Ti si ona, s katero sem se menil, ne? Mene skoraj kap, pričakovala sem temnolasega fanta mojih let, jaz pa sem se zmenila z moškim, ki ima mogoče doma že otroke. Ok, 17 let, če sem ga ocenila, jaz sem 28, delaš od otrok, tako da. Ampak odvisno, koliko bi ti stara, of course. Nisem imela te moči, da ga zavrnem, poskusila sem iz žepa vzeti telefon, da bi napisala prijateljici. Malo sedimo na klopci in se pogovarjamo, ljudje okoli so verjetno mislili, da je moj ata. Koliko si bila stara? Prijetno se mi približa. Če bi gledala nazaj, bi se na tej točki že ustala in sem ušla. Prime me za roko in reče, gremo kam bolj na sama? Pa se ne vem, sem se smejala ali mi šlo že na jok, ampak tudi če se ne sliš, je bil grozen občutek. Verjamem, poznam te res bad feelinge. Jaz sem pokimala, ker sem bila itak čist trda. Vstane se, on me prime za roko in na noge postav še mene. Gledam okoli, če bi se kje prikazal kak angel in me rešil, verjetno ne rabim povedati, da ni bilo nobenega angela. Hoda smo okoli po Ljubljani, ko je predlagal, da gremo k njemu domov. In tu me je malo streslo, niti na pamet mi ni prišlo, da bi z neznanim moškim šla kamorkoli drugam kot na policijo.
Yes, girl! Hoče pretiravam, ampak sej nihče ne ve, kaj bi se zgodilo, če bi šla takrat z njim. Bejž tam, že v prvi vrsti mi je fascinantno, koliko se ljudje ustrašimo reči ne. Nekomu, ki je itak prevaral te prek slike po defaultu, zakaj mi pa nimamo temu če reči ne. Pa točno ne vem, kako se počutiš, ker je ful zafrknen. In pa je rekla, mogoče te zgodbe Alenki ne bi mogla napisati, ker bi ležala v porodnišnici in kot 15-letnica zibala svojega otroka. Še vedno ne vem, kje je moški dobil sliko mojega bivšega sošolca. Upam, da se je vsak kaj naučil v moji zgodbi, ne ponavljati mojih napak. Jaz sem takrat našla izgovor in samo pobegala nekam, kjer me ne bo našel. Tale bi jaz lahko rekla, da je kar najbolj jaz ne vem, ful sem se zmedla pri tej zgodbi, vsak mu svoje. Gremo prebrati. Živjo, je pa od moškega. Moja najslabša izkušnja je bil zmenek z dekletom, ki sem jo spoznal v trgovini. Mislim, da je bila Miller. Srečala sva se na policah pri parfumih in nekaj časa sva se spogledovala, dokler je nisem ogovoril. Po kratkem pogovoru sva se izmenjala telefonski številki, ker pa sem imel telefon prazen, sem si napisal njeno telefonsko številko na roko. Doma sem si takoj prepisal telefonsko številko in jo kmalu poklical. Zmenila sva se, da se dobiva na kavi. Na kavi ni bilo slabo, dokler nisem ugotovil, da je bivša od mojega brata. Jaz bi rad njeno sestro, to nima veze. Šla sta se že dolgo nazaj, ko sta bila še zelo mlada, zato to ni bila velika ovira. Tukaj sem toliko zmoten, da rečem bravo, ker se še nekateri tako živo spoznavate, čeprav ta zgodba je res posebna. Nadaljevanje je bilo kar slabo, saj me je veliko spraševala o bratu. Na koncu me je še celo poklicala Sašo, tako kot je bilo ime mojemu bratu. Bilo je nerodno in neprijetno, vendar ker imam bosanske korenine, se ne predam zlepa. Vedel sem, da žene ni bilo doma, zato sem jo povabil k meni. That's the weird part. Malo je bila začudena, vendar je privolila. Ko so prišla domov, sva popila malo vina in pričela z nekim filmom. Film me je spominjal na njo, saj je bil dolgočasen in kratek. V klopaju, bila je kar mehna. Opazil sem, da je postala zelo zainteresirana zame, vendar po pravici povedano mi je bila in mi je še vedno moja žena lepša. Odločil sem se, da jo odslovim. Ko sva prišla do praga, je ravno moja žena prihajala domov. Slišal sem jo, da prihaja po stopnicah, zato sem se spretno znašel in na glas rekel: imaš veliko izkušenj, a si nenatančen. Ko je žena pristopila do naju, je bila malo presenečena, vendar je samo pozdravila in stopila v stanovanje. Dekle je odšlo, jaz sem šel pa nazaj v stanovanje. Res ne vem, odkje sem dobil te odlične ideje, vendar sem ženi rekel, da sem hotel najeti čistilko. Žena je bila zelo vesela in presenečena, tako da je bilo vse super. Malo se je še zapletlo, ko je opazila vino, vendar sem ji rekel, da sem ga za nalašč polil na tla, da je čistilka počistila, jaz pa sem ocenjeval, kako je dobra. Iz tega bi lahko film nastal. Jaz ne vem, ali je to res ali ni res, če je res, je pač smešno, ker imaš zanimiv način handlanja lifea. Vsak mu svoje, se pravi. Je pa definitivno zabavna zgodba. Zgodba številka, nimam pojma, po moje 4. Hej, Alenka! Pišem glede slabega oziroma zelo zmedenega Tinder zmenka. Imela sem skoraj 18 let in sem se odločila, da se prijavim na Tinder zaradi dolgčasa. Se pravi, tako se vedno začne. Ko sem se prijavila, mi je takoj padel v oči visok in urejen moški, ki je imel podobne strasti kot jaz. Glasbo in računalništvo. Odločila sem se, da tole sprobam, ter se zmenila za date. Ko sva se dobila, je bilo že kar pozno, dobila pa sva se ob Ljubljanci v starem delu. Veliko se ob Ljubljanci dobivate. Res je lepo, nimam kaj reči. Vse je teklo zelo gladko, ni mi bilo tako nerodno, ker se je res potrudil, da ni bilo zmede oziroma sramu. To je ful dobro. Odločila sva se, da greva nekaj pojest in popit. Zagledala sva se v res dober lokal s palačinkam, naročila sva palačinke in koktejle, se smejala res ves večer in oba so se strinjala, da je bilo res zakon, ter da iskrica definitivno je bila. Prvo kot prvo, palačinke, koktejli, meni se to ful dobro slišalo. Ne vem, kako vam šlo zdaj narobe, ampak, a ste mogoče v Romeo, tudi tam ima ful hude palačinke. Ko sem počasi odhajala do avtobusne postaje, me je fant seveda pospremil. Bilo je poletje, zato sem s seboj vedno nosila sončna očala. Takrat sem vedno s seboj nosila mamine lenovke, tista okrogla stara očala, of course, boste imeli na sliki, ki so posnemala očala, ki jih je imel John Lennon. Fantu so padle oči in si jih je nadejal na obraz. Malo so se zafrkavala in smejala po ulicah Ljubljane, ko pa sva končno prišla do avtobusa, me je močno objel in se odslovil. Zaklicala sem mu in rekla: daj mi očala, moja očala imaš gor.
Fant je vedel, kako očarati dekle in rekel, da bo obdržal očala, saj bo tako imel izgovor, da se še enkrat srečava. To je dejansko najboljš, kar lahko narediš. Je pa res, da je potencialen problem, če mogoče punci niso všeč toliko. Celo vožnjo domov sem se smehljala in si mislila, kako pravičen je bil ta Tinder zmenk, ter se čudila. Res nisem imela kakršnega koli pričakovanja. No, potem pa sem prišla domov, se zaleknila na poslu in pograbila telefon. Čakalo me je dolgo sporočilo od fanta, s katerim sem ravnokar imela zmenk. Dolgo. Začudeno sem pogledala sporočilo in zmedeno strla ven. Fant mi je namreč napisal, da se je danes imel zelo lepo, da sem mu zelo všeč, vendar trenutno ne išče karkoli romantičnega. Shit. Napisal je, da ima veliko težav, ter da v njih sploh govoriti ne more. Kasneje sem odgovorila, da razumem, ter da ni problem, če ostaneva le prijatelja. Fant na to moje sporočilo ni odpisal, kasneje pa sem ugotovila, da me je celo blokiral. Zbrisal se je Tinder račun, telefonsko je blokiral in izpuhtel v zrak. Oh my god, freaking ghosting, kako to sovražim. Res sem bila zmedena, šele kasneje pa sem ugotovila, da ima fant moje precej cenjena očala, ki so originalno bila od moje mami. Res ne vem, kaj je bil point tega zmenka oziroma celoten pomen za njegovim sporočilom. Vse je malo scary in še zmeraj skrivnostno, tako da verjamem, da je nekaj več za tem, ne le to, da ne išče romance. Mogoče je tat, to je ena opcija, ampak mogoče boljša kot to, da je samo še en tipičen primer tipa, ki se ustrajaš česarkoli resnega ali pa preprost po prvem dejtu spozna, da punca ni toliko všeč in namesto, da bi to lepo povedal, ti ukrade očala, zbeži in te blokira. To je to, kar se ful prepogosto dojavlja in narobe smo se naučili v družbi to izvajati. Jaz mislim, da je to za prvi del ali pa saj tudi če bo samo eden, da je dost, ker so svašne zgodbe bile. Tako kot vedno pišite mi na Instagram ideje. To je to za danes, pridni boste radi smeti, se vidimo, hvala, aj čau!